Lepo vas pozdravljamo, gledalke in gledalci, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Za vas smo pripravili aktualne prispevke, vabljeni v našo družbo. V soboto so v Andražu nad Polzelo pripravili spominsko slovesnost ob obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika. To je tudi dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Borut Sajovic. Letos mineva 81 let, odkar je bil na območju Andraža nad Polzelo sestreljen ameriški bombnik Dark Ice. Takrat je življenje izgubilo 8 zavezniških vojakov. V počastitev spomina na umrle vojake vsako leto pripravijo spominsko slovesnost pred spominskim obeležjem v Andražu nad Polzelo. Organizator tega dogodka je občina Polzela, seveda v sodelovanju z domačini, z društvi, z krajevno organizacijo Zveze borcev tukaj iz Andraža. In seveda vsako leto sodeluje tukaj tudi bodisi ministrstvo za obrambo, bodisi Slovenska vojska policija, potem urad predsednice je prej sodeloval, oziroma še lani urad predsednika, predtem, ko je bil predsednik Borut Pahor. In moram reči, da od leta 2014 organiziramo ta dogodek in lahko rečem, da je v tem času prerasel to res pravzaprav v take preko vseh meja, seveda preko državnih meja, kajti vemo, da, ali pa to lahko danes se prepričamo na lastne oči, da vsi ti prisotni ameriški gostje, od vojakov naprej, da so pravzaprav ta dogodek vzeli res za svojega in jim neverjetno veliko pomeni. Slavnostni govornik na dogodku je bil minister za obrambo Borut Sajovic. Dogodek, ki te ne pusti ravnodušnega, predvsem zato, ker prehaja od ljudi. To je zgodba, ki so jo razvili sami v Andražu in res lepa slovenska vas z velikim srcem zna povezati dva kontinenta, dve zavezniške prijateljske države in ta sporočila življenj, ki so umrla, na ta način niso bila zaman. Smo na predvečer praznika upora, odpora, vojne, zmage, svobode, prijateljstva, zavezništva in sodelovanja in pretekla zgodovina je na tak način kaže pot za prihodnost. Še enkrat iskrena hvala prijateljem, zaveznikom, pripadnicam slovenske in ameriške vojske, ki tudi v tem času hodijo in korakajo za ramo v rami in pa seveda sodelovanje in pa spoštovanje zgodb ljudi. V imenu Združenih držav Amerike je zbrane nagovoril general-major David B. Lyons. Zahvalil se je Sloveniji za zaupanje in podporo in poudaril, da je sodelovanje na tej prireditvi velika čast. Po nagovorih je sledila položitev vencev pred spominsko obeležje. Venec sta položila general-major Združenih držav Amerike David B. Lyons in minister za obrambo Borut Sajovic. Dogodek so popestrili praporščaki, policijski orkester in citrar Peter Napret. V Vili Bianchi v Velenju je bila v četrtek zaključna konferenca evropskega projekta Upscale. Mestna občina Velenje je v njem sodelovala z mestno občino Ljubljana in Kranj. V okviru projekta so mestna občina Velenje, mestna občina Kranj in mestna občina Ljubljana razvile inovativne rešitve za prehod v podnebno nevtralna in pametna mesta. Projekt je predstavljal pomemben korak k trajnostni preobrazbi mestnih okolij z jasnim ciljem – doseči podnebno nevtralnost do leta 2030.
Ne gre le za niz aktivnosti in pa ukrepov, gre za dolgoročno pot, po kateri stopamo vsi skupaj, zato da smo do leta 2030 tudi energetsko neodvisni in seveda, da zmanjšamo ta ogljični odtis. Tisto, kar je najpomembneje, je to, da se že danes učinki vidijo in seveda, da bodo ti učinki tudi dolgoročni. Najbolj pomembno pa je, da se seveda največ od tega imajo občanke in občani. Ne smemo iti mimo naše podnebno-energetske pisarne, kjer je stičišče inovacij, znanja, svetovanja za vse naše občanke in občane. Seveda, tukaj so pomembni deležniki prav vsi partnerji, ne samo Mestna občina Velenje, Kranj in pa Ljubljana, ampak tudi seveda ostala podjetja, društva, organizacije, ki sodelujejo pri samem svetovanju in izvedbi izobraževanj in pa svetovanj. Vsekakor ne gre zapostaviti dejstva, da je energetsko varčevalna asistentka, tako imenovana Eva, ki bo kmalu tudi dostopna za občanke in pa občane, tudi plod tega sodelovanja. To pomeni, da bodo občanke in občani znotraj te Eve lahko preverili energetsko učinkovitost svoje stavbe in na kakšen način bodo lahko s svojimi ukrepi zmanjšali porabo energije bodisi v stanovanjskem objektu ali pa v individualni hiši. Projekt Upscale in sodelovanje med mesti predstavlja zgled dobre prakse in učinkovit model, kako lahko mesto uspešno prevzamejo vodilno vlogo pri prehodu v zeleno prihodnost. Ta projekt je v bistvu nadaljevanje sodelovanja vseh treh mestnih občin s pomočjo dveh strokovnih partnerjev, Enviroduala in pa seveda našega inštituta Jožefa Stefana. Mi iščemo v treh pilotnih mestih rešitve za vseh ostalih nekaj 100 mest v Evropi, da bomo skupaj postali ogljično nevtralni do leta 2050. Na dogodku so bile predstavljene ključne rešitve in dosežki, kot so pametni transportni sistemi za optimizacijo prometa, digitalno orodje Eva za podporo energetski prenovi in podatkovno podprto odločanje pri financiranju trajnostnih projektov. Smo le pionirji na tem področju, nekako želimo predstavljati se kot neki rečemo temu svetilniki za vsa ostala evropska mesta in veliko rešitev je zelo inovativnih in naprednih tudi za druga mesta, tako slovenska kot ostala evropska mesta. Mi smo razvili znotraj projekta 3 rešitve. Prva je bila za Mestno občino Velenje, energetsko varčevalna asistentka Eva. To orodje bo pripomoglo k hitrejši dekarbonizaciji mesta, ker bo spodbudilo energetske sanacije v gospodinjstvih. V Mestni občini Ljubljana smo pa razvili program LEV. To je pa dejansko program, kjer spremljamo avtomatsko emisije in potem tudi vse poročevalske vsa poročila, ki so potrebna iz tega naslova, se avtomatsko generirajo in še analizirali smo odvečno toploto, potencial odvečne toplote v Ljubljani z namenom hitrejše dekarbonizacije Mestne občine Ljubljana. V sklopu projekta so v Velenju vzpostavili podnebno energetsko pisarno v Starem Velenju. Ključni izzivi pa ostajajo zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti teh podpornih točk, neodvisnost in kakovost svetovanja ter sistemsko vključevanje v širše procese trajnostnega razvoja in podnebne nevtralnosti. V Vili Majer v Šoštanju je župan Boris Goličnik z izvajalcem in nadzornikom podpisal pogodbo za izgradnjo športnega parka Šoštanj. Investicija je vredna nekaj manj kot 4,4 milijona evrov. V občini Šoštanj deluje prek 70 društev, številna na športnem področju. V nogometni klub Šoštanj je vpisanih kar 250 otrok in župan Boris Goličnik rad poudari, da je občina Šoštanj tudi občina športa. Zato so se odločili za enega največjih investicijskih projektov v zadnjih letih, to je izgradnja športnega parka Šoštanj. Gre pa za velik športni kompleks, veliko igrišče z naravno travo, z zalivalnim sistemom, z tribunami, spremljajočimi objekti in pa drug kompleks so pa igrišča, 2 igrišča za pedel, 2 za tenis, 2 za igrišča odbojko na mivki, otroško igrišče, spremljajoči objekti, seveda razsvetljava, vsa infrastruktura in pa zunanja ureditev v smeri zelenega, trajnostnega. Tako da se veselim
te pridobitvi, hkrati tudi zato, ker v bližnjo območje nekako je pa prostor, kjer se bojo zdaj selili prebivalci Pohrastnika, ki se morajo seliti zaradi poplavne varnosti, se pravi, na eni strani dobimo novo naselje, na drugi pa nov športni park in verjamem, da bo oboje v ponos naše lepe občine Šoštanj. Vrednost investicije je dobre 4.380.000 evrov. Od tega smo pridobili na razpisu za vlaganje športne infrastrukturo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 1.500.000 evrov, kar nas je seveda tudi dodatno spodbudilo, da smo pohiteli s to investicijo in da smo pač seveda danes, kot ste videli, podpisali pogodbo. S to investicijo bodo letos za šport namenili prek 5 milijonov proračunskih finančnih sredstev. Terminski plan dela za nov športni park je že potrjen. Danes podpis pogodbe, pričakujem kar kmalu uvedbo v delo in začnemo in seveda drugo leto, nekje na polovici leta se že veselim otvoritve. Izvajalec del je podjetje RGP, pogodbo je županom podpisal generalni direktor magister Aleksander Erkič. Na dogodku pa je župan podpisal pogodbo tudi z nadzornikom Jurijem Atelškom. Na 16. redni seji so zasedali svetniki in svetnice občinskega sveta občine Braslovče. Med drugim so obravnavali nove cene storitev javne službe, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na dnevnem redu so imeli 20 točk. Svetnice in svetniki so obravnavali cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Braslovče. Povedati, da gre cene iz grezničnih gošč, grezničnih jam kot takih se dvignejo za približno 2 evra, medtem ko ostale cene ostajajo bolj kot ne spremenjene. O predlogu odloka o organiziranju in izvajanju socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu je župan dejal. Občina Braslovče sprejema zdaj nov odlok, ki bo v bistvu nekako reševal tudi zadevo z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi. Mi moramo se tukaj ustrezno pripraviti in omogočiti našim občanom, da bodo imeli varne, bom rekel, zanesljive storitve in to nam je v prvi prioriteti in ta odlok danes daje temelje temu. Svetnice in svetniki so obravnavali sklep o spremembi načrta razvojnih programov občine Braslovče za obdobje 2025-2028. Načrt razvojnih programov imamo tudi v planu posodobiti, namreč ponudbe, ki smo jih prejeli za en športni objekt v naši občini, so više, kot so bile načrtovane v samem proračunu in je potrebno uskladiti, bom rekel, proračun oziroma načrt razvojnih programov z novimi cenami. Skladno tudi z razpisom, na katerega smo se prijavili, Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem. Tukaj planiramo tudi sofinanciranje tega športnega objekta. Ob koncu seje pa so se seznanili o spremembah odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana občine Braslovče. Mi imamo 3 volilne enote, bile so zaradi priseljevanja, odseljevanja in tako naprej, so neenakomerno zdaj razporejene, bom rekel, neenakomerno so udeležene na število volivcev, to moramo samo uskladiti, da so uravnotežene, vse 3 volilne enote približno in v skladu z zakonom. Sejo sveta so končali s pobudami in vprašanji svetnikov. Občina Braslovče je v Domu kulture Braslovče pripravila 3. srečanje društev in prostovoljcev. Župan je podelil tudi priznanje najprostovoljcu. 3. leto zapored je župan občine Braslovče Tomaž Žohar skupaj z občinsko upravo pripravil srečanje društev in prostovoljcev. V občini Braslovče trenutno deluje kar 40 društev. Prostovoljci pa ne skrbijo le za najbolj ranljive skupine prebivalcev, ampak tudi za pestro družabno življenje, razvoj različnih dejavnosti in seveda humanitarno poslanstvo. Med njimi je veliko izjemnih posameznikov. Vsako leto na osnovi javnega razpisa enemu izmed njih župan podeli priznanje najprostovoljca.
mesta. Vsako leto je zelo težko na nek način izlučiti nekoga, ampak vedno je prav, da nekomu v bistvu podelimo to častno priznanje, ki ga z vsem srčnostjo, prizadevnostjo, dušo praktično skozi celotno leto, pa ne samo leto, praktično skozi celotno delovanje in udejstvovanje v družbenem življenju več kot zasluži. In prav je, da se tudi v takem dogodku, kot je danes, ko se v bistvu srečamo z vsemi društvi v občini, ki predstavljajo bit naše občine, tudi poklonimo in počastimo, bom rekel, tem prostovoljcem. In letos je bil to Franci Kumer, izjemen prostovoljec na različnih področjih, na različnih dejavnostih in smo mu neizmerno hvaležni in sem ponosen na to, da smo lahko danes podelili to priznanje. To priznanje je pač priznanje, da sem v tem življenju nekaj dobrega naredil in da vse, kar sem delal s prostovoljnim. In pri tem, ko sem to ustvarjal in delal, sem imel družbo dobrih prijateljev ljudi, ki smo skupaj ustvarjali to prostovoljstvo. Franci Kumer je aktiven zlasti na področju planinstva, je predsednik planinskega društva, pa kulture, že leta prepeva v moškem pevskem zboru. Tudi v svojem nagovoru po prejemu priznanja je poudaril, da prostovoljstvo ni predvsem delo, ampak druženje. Ja, seveda pri prostovoljnem delu je pomembno druženje in pri vseh teh, se pravi, če poješ pri zboru, če hodiš v hribe, je to druženje kupenih ljudi in to mi veliko pomeni, pa tudi nasplošno, če v našem kraju v občini do kogarkoli stopim ali kaj skupaj naredimo, je to druženje, ki se ponavadi zaključi s kakšnim kozarcem in dobro pesmijo. Župan je v pogovoru z Jasmino Jager-Roter za dobro delo pohvalil vsa društva. Jaz ves čas mojega županovanja prizadevam to povezovati med sabo in en takih dogodkov je Zvezde med zvezdami, kjer praktično vsa društva sodelujejo, ko je dobrodelni goles, s pomočjo katerega pa peljemo naše družine socialno ogroženih otrok na počitnice na morje brezplačno za en teden. To je neprecenljivo. Takrat sodeluje tudi vsa gasilska društva, ki ta dogodek organizirajo, to delamo skupaj z Novim tednikom Radio Cele, že zdaj tudi 3. leto zapored. Potem imamo tudi druge podobne prireditve, ki dejansko društvo povezujemo, pa so to podeželske žene. Skratka, vsa društva predstavljajo, bom rekel, ta osnovni bit naše lokalne skupnosti, srce in bom rekel tudi namen. In tudi v času poplav, ko je bilo, so stopili skupaj, pomagali drug drugemu in ta solidarnost je neprecenljiva. Zato me v bistvu tudi prihodnosti ni strah, ker vem, da bomo skupaj zmogli premagati še tako težke ovire, ki bojo prišle. Občina bo še naprej podpirala društva in prostovoljce. Ja, zagotovo. Tukaj je naloga občine, da zagotavlja osnovno infrastrukturo in pa bodi si je to športna infrastruktura, ki se izredno veliko vlaga, pa je to humanitarna za gasilska društva, za civilno zaščito. Prav tako so prostori namenski za druga društva, kot so Rdeči križ, Karitas oziroma Društvo upokojencev. Praktično popolnoma vsi imajo podporo in to je naša naloga in odgovornost. In to bomo zagovarjali, podpirali tudi v prihodnje. Tudi srečanje društev in prostovoljcev je bila lepa priložnost za druženje, pa seveda zabavo. Za glasbeno-poetičen nastop je poskrbela zasedba etnobanda Poseben gušt z vedno aktualno poezijo Iztoka Mlakarja. V športni dvorani Podčetrtek so v soboto pripravili 10. festival vina in čokolade. Med letošnjimi novostmi je bila skoraj 3-metrska čokoladna fontana. V soboto so se v športni dvorani Podčetrtek že 10. leto zbrali ljubitelji vina in čokolade. Letošnji jubilejni festival vina in čokolade je ponudil 25 ponudnikov čokoladnih izdelkov in ravno toliko ponudnikov vina iz različnih vinorodnih področji. Dogodek vsako leto v Podčetrtek privabi veliko število ljudi. Občina Podčetrtek je v nekaj letih iz male občine uspelo postati prepoznavna turistična destinacija, je med top destinacijami v Sloveniji, pa še lahko rečem tudi v širšem prostoru. Zato so taki festivali, kot je ta, zelo dobrodošli. V prvi vrsti privablja veliko gostov, po drugi strani daje tudi dobro promocijo kraju, pa še v nekem času, tako kot je danes, razbremeni določeno okolje, kajti mi imamo celotno občino izredno dobro popolnjeno.
Zdaj, promocija je vinu, čokoladi kot osnovi, po drugi strani pa naših urejenih in lepih krajih. Veliko ljudi, ki je danes tukaj, ima možnost se popeljati z vlakom na novo urejen grad. In kot vidite, ura je šele 12, ljudi je ogromno. Po prihodu Nine Pušler ob 2 in pa potem razglasitvi županovega vina bomo prav gotovo ugotovili, da je zopet bilo tukaj več kot 5000 ljudi. V dopoldanskih urah, ko je bila tudi vstopnina nižja, je najmlajše zabaval Dejan Dogaja. Uradna otvoritev festivala pa je bila ob 12. uri s torto in prižigom vinsko-čokoladne fontane. Ja, fontana je pa bila letos res en tak izziv, je en tehnološko-umetnostni izum. V bistvu že vseh 10 let, ko imamo festival, se pogovarjamo o združevanju čokolade in vina. In poznamo vinske fontane, poznamo čokoladne fontane in zakaj smo rekli, moramo narediti vinsko čokoladno fontano. Ne? In seveda smo združili moči nedolgo nazaj, to je bilo na 2 meseca nazaj, smo zares začeli o tem razmišljati. In evo, tu je prava vinsko-čokoladna fontana. Iz čokoladnice Urban se je nekoliko angažiral za čokoladni del, jaz sem se angažiral za vinski del, še domačega mojstra smo dobili, ki nam je pomagal pri izdelavi vsega skupaj ogrodja. Seveda moram tudi omeniti, naše steklene buče so te izreze, luknje so naredili učenci na šolskem centru Rogaška Slatina, kjer je steklarska šola, so nam pomagali tole urediti. Prav posebej so nabavili en sveder, ker takega velikega niso imeli, so nam naredili te luknje, zato jih tudi se jim zelo lepo zahvaljujem, ker mi pač nismo vedeli, kdo kaj lahko z tega stekla naredi. In smo se domislili njih in so nam tako priskočili na pomoč. Evo, in potem smo speljali vse skupaj z pumpami v ta stolp, spustili vsako na svojo stran. Sam festival vedno spremlja zanimivo festivalsko dogajanje, od degustacij, otroških čokoladnih delavnic, kuharskih doživetij ter pestrega zabavno-glasbenega programa. Ja, veliko programa smo pripravili, poleg vseh seveda koncertov in različnih zadev, je mogoče celo najtežja stvar za narediti na festivalu to tekmovanje festivalski torti. Letos smo imeli 11 ekip. Želeli smo 10, ne manj, ampak so potem ta šola iz Šentjurja prosili, da če lahko imajo 2 ekipe, itak mi vse sprejmemo. Potem imamo pa različne kotičke, risarski, umetniški, otroški, art, zen in tako naprej. Tako da lahko po različnih kotičkih dvorane, lahko gostje, predvsem mlajši otroci, uživajo. Zunaj smo pripravili tudi kulinarično ponudbo in seveda tudi različne aktivnosti, tako da je festival čez cel dan, lahko že zjutraj prideš in imaš kaj za početi. Vino in čokolada. Gre za 2 priljubljeni živili, ki nas osrečujeta in hkrati v zdravi meri prispevata k zdravju ter poudarjata bogate okuse in arome. Kako pa lahko kombiniramo vino in čokolado? V bistvu je zelo pomembno, kaj želimo doseči. No? V bistvu lahko pri sami prehrani komponiramo oba živila v hrano, ne? Tako kot recimo smo danes videli to pri torti, čokoladne torte z vinom, lahko se je vsako posebej, ne? Se pravi vino v tekoči obliki in čokolado v kakršnikoli obliki. Pomembno je to, da je čim bolj prava čokolada, da dobimo to grenčino čokolade, ker vemo tudi v vinu je določena mera grenčine in sploh rdeča vina se zelo lepo kombinirajo, taka močna, krepka rdeča vina se zelo lepo kombinirajo z močno pravo čokolado. Seveda odtenkov čokolade in odtenkov vina je milijon. In seveda prav toliko se da narediti tudi teh kombinacij. Tudi bela čokolada, naprimer, ki nima veze sicer s kakavom, pa belo vino se da zelo lepo kombinirati. Ni nujno tudi, da je sladko, vino, tudi ni nujno, da je sladka čokolada. Vedno se najdejo prave kombinacije. Med čokoladnimi ponudniki je najbolj izstopala domača čokoladnica Olimje. Festival po njihovih besedah dviguje tudi odnos do čokolade in njenega uživanja. Kako pa prepoznamo kakovostno čokolado? Že ko ugriznete v samo čokolado, to se pravi, tudi če boste temno čokolado ugriznili, pa vas mogoče ne bo malo
Ko ugriznemo v čokolado, začutimo tisto sladkobo. Pri mleči čokoladi govorimo to. In če vas ne bo zapeklo po grlu, da boste lepo pojedli, da boste uživali v čokoladi, da ne boste začutili ogromno sladkorja, bo to že kvalitetna čokolada. Pri sami temni čokoladi pa višji del kakavovih zrn ima, je tudi čokolada, tudi temna čokolada lahko izredno dobra. Z malo manj sladkorja. Piko na i letošnjemu festivalu pa je dodala nova trasa vožnje cestnega vlakca Hlapon, ki je obiskovalce čez dan vozil do obnovljenega gradu Podčetrtek. Na Velenjskem gradu so pripravili tretjega izmed sklopa dogodkov na temo medkulturnega poročnega mozaika. Tokrat so predstavili poročne običaje muslimanov iz Bosne in Hercegovine oziroma tistih, ki so se preselili iz Bosne in Hercegovine v Šaleško dolino. Na Velenjskem gradu je na ogled občasna razstava Venček intimnosti, skrinja pravil, duhovi na pragu, devestina bala skozi čas, ki prikazuje šege in običaje na prelomu iz 19. v 20. stoletje ter vse do danes. Ob tem pa so se v muzeju Velenje odločili pripraviti predstavitve poročnih običajev različnih narodnosti. Prvi so v ciklu medkulturni poročni mozaik poročne običaje na prelomu iz 19. v 20. stoletje predstavili člani srbske društva, v drugem ciklu so poročne običaje Hrvatov v Bosni in Hercegovini predstavili člani Hrvaškega kulturnega društva Velenje. Tokrat pa se je predstavilo Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje in predstavilo poročne običaje muslimanov iz Bosne in Hercegovine oziroma tistih, ki so se priselili iz Bosne in Hercegovine v Šaleško dolino. Predvsem smo veseli, da so se odzvali našemu povabilu in da bodo nocoj predstavili en delček njihove kulture, ki se tiče in dotika porok in ženitovanskih običajev. Zakaj pa so se odločili za predstavitve ženitovanskih šek in navad različnih narodnosti? Zelo nas zanima, ker je kar nekaj vzporednic, čisto, če raziskujemo slovensko kulturno dediščino teh ženitovanskih šek in navad, in pa da nadaljujemo tudi zelo dober projekt izpred let, Velenjčan sem, da vključimo v to našo zgodbo neke poroke in takega veselega dogodka tudi druge, da predstavijo, da imajo možnost predstaviti, na kak način so se nekoč pri njih doma poročali ali pa v bistvu kako je bila skupnost povezana med sabo in pa kaj od tega lahko vidimo še danes. In če nimamo možnosti jeti na sam teren, uživati, pogledati, nam pa druge en košček tega prinese v muzej. In smo zelo veseli, da pride obiskovalci to pogledati. Poročne običaje iz Bosne in Hercegovine so s plesom predstavili člani otroške folklorne skupine Bošnjaškega mladinskega kulturnega društva Velenje. Ena izmed zanimivosti bosansko-hercegovske kulture je, da so otroci sodelovali na porokah na poseben način. Zato smo pripeljali danes našo otroško folklorno skupino, ki ima pripravljeno koreografijo, ki se je izvajala oziroma nek prikaz dogajanja, kaj so počeli otroci takrat, ko so ta starejši poročali, in ko so starejši imeli neka svoja slavja, na svoj seveda način, njim primerno so otroke umaknili, otroci pa zelo pogosto posnemali te starejše na način, da so mogoče malo posnemali, kako bi izgledalo, če bi se dva imela rada, kako sta prišla sploh skupaj in tako dalje. Seveda vse skozi pa se tudi igrali. Zelo specifično recimo za bosansko-hercegovsko kulturo je tudi to, da so posebej imeli tudi obede. Obed je bil popolnoma stran od teh starejših. Pri tem, s kom se bo poročila, je kljub pogovorom med starši imela zadnjo besedo bodoča nevesta. Mogoče je res bil dogovor med recimo starši, tisti, ki je mogoče bil inicialen oziroma ta prvinski, prvoten, tako da so recimo starši ali pa sorodniki od ženina prišli v tako zvano prošnjo po tej nevesti oziroma so nekako zaprosili za roko neveste. Nevesta je bila pa tista, ki je odločala. Odločila je pa na tak zanimiv način. Recimo, vedno se je to dogajalo izven njenega kroga, ne bila v drugi sobi, recimo ženini stric in pa ted ali pa kdorkoli pač od moških je prišel prositi za roko neveste. Ona, če pa potem, ko so jo starši vprašali, če se s tem strinja, če je prinesla kavo oziroma če je prinesla kak sok, pomeni, da je na to pristala, če pa ni pristala in so se svatje potem tudi vrnili, seveda žalostni, ker niso izprosili roke te neveste. Poročni prstani niso bili del poroke, ampak so na večer pred poroko bodoči nevesti pobarvali prste s kano. Poročna obleka ni bila nikoli bele barve, so bile pa različne glede na status neveste.
Tako kot pri vsaki kulturi je seveda odvisno, ali je nevesta pripadala nižjemu sloju prebivalstva ali mogoče bolj bogatejšemu. Tiste, ki so bile bolj iz bogatih družin, so seveda imele posebej šivane anterije, posebej šivane obleke za poroko. Predvsem je bil pa to zelo standarden način, mogoče samo malo bolj svečan, pa bolj opremljen še z dodatnim znakitom ali pa z lastnoročnim vezom. Velikokrat so ženske pripravljale same poroko, same sebe na poroko, tako da so si šivali vezle stvari in potem te vezene stvari tudi oblekle na dan poroke. Predvsem je moglo biti svečano, ni pa klasično, mogoče je to posebnost, ni pa klasično, da je ženska nosila belo obleko. Tega v bosansko-hercegovski kulturi ne poznamo, bolj ko je živahna obleka, bolj je nekako spominjala na neko veselje in radost in iz tega razloga so se žive barve bolj uporabljale. Za pričo so lahko izbrali tistega, ki je izpolnjeval določene pogoje. So bili dovolj stari, so bili muslimani in so lahko garantirali za to, da ta dva bodoča zakonca nista v nobenem razmerju sorodstvenem, to je najprej, in seveda, da bosta spoštovali določene dogovore. Klasičen obed, recimo, ali pa obred poroke je bil tako sestavljen, da so priče, ki so bile del tega tudi dejansko garantirale, da bom ženin nevesti izplačal tako imenovano doto oziroma mehr, mi rečemo temu, zato, ker se pač ona poročila z njim in v primeru, če se bo od njega ločila, da bo imela neko določen čas za čas preživljanja. Ni bilo pa klasično najboljši prijatelj, kdorkoli. Nekako je veljalo pravilo, da naj ne bi bil tisti, ki bi lahko vstopal v to doto. O poroki so svatje mladoporočencema prinesli različna materialna darila. Če sta bila žena nevesta s kmetov, lahko je tudi v živini šlo, lahko je šlo v materialnih stvari, ponavadi so očetje hčerkam kupovali sobe, rečejo. Ampak to pomeni pohištvo za to bodočo nevesto in za sobo bodoče neveste, v kateri bo živela skupaj z možem. Od pohištva do peči, recimo, živine, tako kot sem rekla, material, recimo, tudi kakšne vreče, recimo žita in tako dalje. Take stvari so se vmes izmenjevale. Poročna torta ni bila običaj, so pa jedli baklave, bureke, ružice in podobno. Poroka je trajala skozi ves dan, razdeljena je bila na več delov. Oziroma je bilo neka predporočno dogajanje, poročno in pa poporočno dogajanje, ampak je trajalo kar samo en dan. So bile številčne v kontekstu, da vedno so se dogajali v hišah, ženina ponavadi ali pa pred hišo ženina. Začelo se pa to slavje se je začelo od hiše neveste k hiši ženina, pa predvsem pri ženinu, recimo, kar je mogoče posebnost, je, da na porokah niso bili starši od neveste, ker pri njih ni bilo veselje. Oni so bili žalostni, ker njihova hčerka odhaja iz njihovega doma, tako da so recimo vedno se je štelo, da svatje, ki so prišli po nevesto, so ženinovi in tudi največ ženinovih svatov je bilo prisotnih na tem veselju. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo. Muzikanti so igrali na trobente in inštrumente na žice. Poroka se je zaključila zgodaj zvečer, da so se svatje umaknili in pustili ženinu ter nevesti čas za spoznavanje. Gledalke in gledalci, s tem prispevkom zaključujemo tokratni torkov VTV magazin. Lepe prvomajske praznike in srečno prihodnji torek.